Ti donosi so višji kot donosi na depozite pri bankah, kar je dokaj zanimiva alternativa. Malim vlagateljem omogočamo, da kupijo in pa tudi predvsem imajo možnost prodati te vrste inštrumente. Mi vsak dan kotiramo nakupne in prodajne kotacije za 7 obveznic Republike Slovenije in cirka 10 zakladnih menic. Samo ljudska obveznica okrog 6 milijonov evrov. Predvsem je pomembno, da so nihanja za male vlagatelje čim manjša, da jih ne izpostavljamo dodatnim tveganjem. Lepo pozdravljeni ponovno v podcastu Ministrstva za finance s financami na ti. Moje ime je Katarina Matejčič, današnja tema pa dolžniški vrednostni papirji. Sliši se zapleteno, a v resnici ni. Gre za zakladne menice, pa različne državne obveznice, tudi ljudske ter podjetniške. Danes pa predvsem v tem, kakšni so glavni plusi za male vlagatelje. Z mano je Rok Makovec iz banke OTP, lepo pozdravljeni. Živijo. Za začetek, da najprej definirava, kaj so zakladne menice, kaj so državne obveznice in kaj so podjetniške obveznice ter seveda razlike med njimi. Mogoče za male vlagatelje najbolj pomembna delitev je po ročnosti. Se pravi, zakladne menice so kratkoročni vrednostni papirji, dolžniški vrednostni papirji, to je zelo pomembno. Načeloma do 1 leta v Sloveniji Ministrstvo za finance izdaja tudi zakladne menice z ročnostjo 18 mesecev. Obveznice so daljši dolžniški vrednostni inštrument, vrednostni papir, ki načeloma nad 1 letom, pa potem tudi daljših ročnosti 20, 30, 40, 50. Nekatere države tudi 100 let, recimo Avstrija. Tako da to je neka osnovna delitev. Kar se tiče podjetniških obveznic, delujejo po čisto istem principu. Gre samo za to, da je tveganje mogoče malo drugače opredeljeno, ker je tudi neko kreditno tveganje do podjetja. Da nadaljujeva, kdo lahko kupi te dolžniške vrednostne papirje in predvsem kako, ali je ta nakup zapleten, ali je enostaven, torej da je primeren tudi za male vlagatelje. Kar se tiče dostopa do trga, lahko razdelimo zadevo na 2 dela. Se pravi, institucionalni vlagatelji trgujejo na medbančnem trgu, to je MTF trg, kjer trgujejo med sabo samo institucije. Mali vlagatelji imajo tudi dostop do tega trga, in sicer preko borznih posrednikov. Konkretno ljudsko obveznico slovensko lahko kupijo na Ljubljanski borzi in tudi nekatere druge obveznice, ki jih je izdala Republika Slovenija. Tako da dostop do trga obstaja tudi za male vlagatelje. Seveda pa obstaja primarni vpis, torej ko se menica ali obveznica izda. Primarni trg je mogoče malenkost bolj zapleten. Tukaj je dostop malim vlagateljem malo otežen, da je tako reči, za klasične vrste obveznic, ki jih država izdaja institucionalnim vlagateljem. Za ljudsko obveznico absolutno je primarni dostop do trga za male vlagatelje na aukciji, ki jo naredi Ministrstvo za finance oziroma banke, ki jih Ministrstvo za finance pooblasti, da izdajo ljudsko obveznico v imenu države. In enako velja tudi za zakladne menice, ki so prav tako dostopne širši javnosti. Enako, preko borznih posrednikov. Torej greva naprej, koga s tem financiramo in predvsem, kaj nam ta, ki ga financiramo, da v zameno, torej kako se služi z zakladnimi menicami oziroma obveznicami državnimi ali podjetniškimi. Če začneva z zadnjim vprašanjem, ta, ki izda obveznico, nam da v zameno kupon, se pravi obresti, ki jih dobimo s to obveznico, ki smo jo kupili. Financiramo v prvi vrsti državo, če govorimo o državnih obveznicah, lahko tudi podjetja, banke, kogarkoli na strani institucionalnih vlagateljev, ki obveznice izdajo. Obresti se lahko plačujejo letno, največkrat je to letno, lahko pa tudi polletno ali kvartalno. Dajva še malo povedati o teh obrestih, torej donosih. Veliko se govori, da slovenske banke niso ravno radodarne z obrestmi na depozite, zato je to dobra alternativa. Kje se gibljajo te donosi? Recimo zadnji razpisani donosi za zakladne menice v letošnjem letu, bili sta že 2 aukciji in recimo povejva, koliko je bilo lani
ravno smo obeležili obletnico ljudske obveznice, prvo leto prve slovenske ljudske obveznice. Kakšna je bila, recimo, da spomnimo ljudi, tam donosnost? Ti donosi so višji kot donosi na depozite pri bankah, kar je dokaj zanimiva alternativa še enkrat depozitom v smislu, da lahko mali vlagatelji pristopijo. V lanskem letu prva ljudska obveznica, ki jo je Republika Slovenija izdala, jo je izdala s kuponom 3,4%. Zdaj, če gremo malo naprej, obrestne mere padajo, v tem obdobju so obrestne mere se zniževale, tako da vlagatelji v letošnjem letu z recimo novo ljudsko obveznico, ki jo lahko pričakujemo v kratkem, bodo verjetno deležni nižjih donosov. Je pa to še vedno višji donos, kot ga lahko pričakujejo na depozitu podobne ročnosti. Glede na to, da je v zadnjem letu in še malo ECB 5-krat znižala obrestne mere, je torej ta donos na ljudsko obveznico višji od obrestnih mer, ki jih v tem trenutku opredeljuje za banke ECB, torej dobijo več. Donos je v vsakem primeru višji. Tako. Torej, dobimo več. Kaj pa varnost? Sploh, če to pogledava v primerjavi z depozitom, ki je za veliko ljudi tako rekoč edina možnost, oziroma se zanašajo predvsem na to, kakšna je varnost in recimo, ali imajo obveznice menice še kakšno drugo prednost v primerjavi predvsem z depozitom. Z vidika varnosti lahko rečemo, da če primerjamo to z depozitom, kjer je nekje 100.000 evrov tista meja, do katere država jamči za depozite, z vidika varnosti lahko rečemo, da so državne obveznice zelo varna naložba. Za njih jamči država, se pravi, gre za tveganje države. Tukaj mogoče za izpostaviti to, da je davčna obravnava mogoče različna za različne tipe obveznic. V lanskem letu, ko je bila izdana prva ljudska obveznica, je država z zakonom o obnovi poskrbela za to, da so 3 leta lastniki ljudskih obveznic, mali vlagatelji, upravičeni do davčne olajšave 1000 evrov, v bistvu izenačeno za davčno olajšavo za depozite na bankah. Je pa res, to je treba poudariti, da to velja izključno za ljudske obveznice. To ne velja za druge obveznice, ki jih izdaja Republika Slovenija. Torej, če povzameva, višja donosnost v primerjavi z depozitom, tudi zelo velika varnost, ker verjetno je večja verjetnost, da propade ena banka, kot da propade celotna država, in pa tudi, če imamo recimo vezan depozit, če ga predčasno prekinemo, dobimo kazen. Kar se tiče razvezave depozita, imajo banke različna pravila, ampak to nekako ni praksa. Tako da z tega vidika je absolutno investicija v vrednostni papir, v obveznico, bolj z vidika likvidnosti veliko boljša. Tukaj imamo možnost predčasne prodaje in na ta način pridemo do likvidnosti, preden inštrument zapade. Mi kot OTP banka smo tudi uradni vzdrževalci likvidnosti na Ljubljanski borzi. Recimo temu pilotski projekt smo zagnali v letu 2023 in opažamo kar lepe rezultate. Če primerjava recimo v letu 2022 na Ljubljanski borzi ni bilo sklenjenega nobenega posla z obveznicami ali zakladnimi menicami izdanimi strani države. V letu 2023 je bilo poslov za cirka 8 milijonov evrov, v letu 2024 pa že za preko 20 milijonov evrov. Tako da opažamo nek trend, recimo temu, da smo s tem pripomogli k nekemu finančnemu opismenjevanju oziroma razvoju kapitalskega trga, da pomagamo na način, da malim vlagateljem omogočamo, da kupijo in pa tudi predvsem imajo možnost prodati te vrste inštrumente, ki so mogoče v preteklih letih bili dokaj nelikvidni za male vlagatelje. Rekli ste vzdrževalec likvidnosti, kar pomeni, da recimo imam jaz zakladno menico ali ljudsko obveznico, jo želim prodati, ravno tisti dan na borzi ni kupca, vi stopite v vlogo kupca in vi kupite od mene, kar pomeni, da jaz tako rekoč vsak dan lahko pridem do svojega denarja, če bi bila stvar nujna in bi želela to prodati. Zdaj v praksi to izgleda tako, da mi vsak dan kotiramo nakupne in prodajne kotacije za 7 obveznic Republike Slovenije in cirka 10 zakladnih menic, ki so trenutno aktivne na krivulji Republike Slovenije.
Za te vrednostne papirje vsak dan v času delovanja borze omogočamo nakupne in prodajne kotacije. Trudimo se za čim nižje razmike med nakupno in prodajno ceno za te vrednostne papirje, ker mislim, da nam dobro uspeva. Nek povprečen razmik je med 0,3 do 0,4 odstotka. Koliko pa je bilo recimo v zadnjem času trgovanja samo za ljudsko obveznico? Prej ste neke splošne številke omenili, samo ljudska obveznica v tem enem letu? Samo ljudska obveznica okrog 6 milijonov evrov. Kar pomeni, da se je en del vlagateljev odločil za to, da izstopi iz ljudske obveznice, a ne? Morava pa to mogoče tudi povedati, da zaradi zniževanja obrestnih mer se je zvišala cena ljudske obveznice, ki je bila izdana lani in trenutno kotira okrog 102 odstotka, kar pomeni, da so vlagatelji realizirali dodatna 2 odstotka, recimo temu kapitalskega donosa, zaradi spremembe nivojev obrestnih mer na trgu. Torej, če jaz v tem trenutku prodam za 10.000 ljudskih obveznic, ki sem jih kupila za 10.000, dobim 10.200 in pa tudi natečene obresti v tem obdobju. Tako, plus natečene obresti do dneva prodaje, a ne? Kupec pa potem plača te natečene obresti in na koncu dobi celoten kupon. To pomeni, da tudi če jaz prodam menico ali obveznico dan pred izplačilom kupona, dobim sorazmerni delež, torej tako rekoč celo leto obresti, ki so se natekle do takrat, za razliko od recimo delnice. Če prodam delnico dan pred skupščino, na kateri se izglasuje dividenda, pa ne dobim nič. Na ta način, ja. Torej, to še en mehanika velja, da vedno si upravičen do natečenih obresti, ki so bile natečene do dneva prodaje. Tako. Dajva še razložiti, veliko ljudi ne razume tega razmerja, cena donosnost. Ko se cena dvigne, v resnici donosnost pade in obratno. Zakaj? Običajno ljudje mislijo, ko gre cena gor, gre tudi donosnost gor. Ne, ravno obratno je. Zakaj? Tako, cena in donosnost sta nekako obratno povezana, obratno sorazmerna, ne. To pomeni, ko se obrestne mere zvišujejo, načeloma cene obveznic padajo, ne. Ko obrestne mere padajo na trgu, cene obveznic rastejo. To je mogoče koncept, ki ga morajo mali vlagatelji absolutno razumeti tudi v luči tega, da je ročnost obveznice pomembna z vidika tveganja spremembe cene, a ne. Daljša kot je obveznica, bolj lahko niha cena te obveznice zaradi spremembe obrestnih mer. Zato se država odloča za neke ročnosti izdaje ljudskih obveznic, primerne za male vlagatelje, ki so nekje tam 2 do 4 leta, recimo 3-letne, so slovenske ljudske obveznice. Ne. Ker je tudi lažje v tem obdobju napovedati inflacijo, razen če ni nekih res izjemnih šokov, kar pomeni, da običajno dobiš višji donos, kot je v tistem trenutku inflacija in si torej, bi lahko rekli, v plusu. Predvsem je pomembno, da so nihanja za male vlagatelje čim manjša, da jih ne izpostavljamo dodatnim tveganjem spremembe obrestnih mer na dolgi rok, recimo, da bi izdali neke 10-letne ljudske obveznice, a ne? In na ta način mogoče začnemo razvijati ta trg postopno, a ne? Daj vas še enkrat, sicer nekaj ste že povedali, ampak da poveva celovito obdavčitev, seveda vse zanima, koliko davka na koncu na to plačam. Rekla sva že, ljudska obveznica je izvzeta iz obdavčitve do 1000 evrov natečenih obresti na eno leto. Torej pomeni vsako leto v 3-letnem roku 1000 evrov. To pomeni, v tem času lahko dobimo do 3000 obresti brez davka. Se pa sešteva to z obrestmi od depozita. Kako je pa torej z zakladnimi menicami in kako je z drugimi državnimi obveznicami, torej tako slovenskimi ali pa recimo angleškimi, ameriškimi, ki jim v tem trenutku precej raste donosnost, ali pa recimo, da rečemo Nemčija, zelo varna država, nekako poznamo, jaz bi pa kupil nemške državne obveznice ali francoske. Kakšna je tukaj obdavčitev? Če začneva mogoče s tem, da je obdavčitev obresti v Sloveniji je 25-odstotna, a ne? Potem imamo neko splošno olajšavo za depozite do 1000 evrov, ki je bila vpeljana v to 3-letno obdobje za izdajo ljudskih obveznic. Vse ostale obveznice spadajo pod to osnovno davčno obdavčitev 25 odstotkov, se pravi kupon, ki ga dobimo izplačanega, je obdavčen 25 odstotkov.
če gre za ali domače ali tuje izdajatelje. Da na koncu zdaj strnjeva in poveva glavne pluse obveznic, glede na to, da želimo nekaj, vsaj en del depozitov premakniti tudi v neke druge bolj donosne investicijske naložbene razrede. Torej, kaj so glavni plusi, ki jih lahko mali vlagatelji pričakujejo od državnih, predvsem pa recimo ljudskih obveznic? Jaz bi tukaj izpostavil donosnost, absolutno, glede na nivo depozitov, ki jih ponujajo slovenske banke, je to sigurno ključna prednost. Glede na to, da jaz sem trgovec z obveznicami in prihajam iz tega področja, je zame zelo pomembna prednost tudi likvidnost. Jaz bi to posebej poudaril. Gre za to, da res lahko mali vlagatelj kadarkoli pride nazaj do svojega denarja, če rabi denar, predčasno prodati naložbo v zakladno menico ali obveznico, lahko to naredi. In pa seveda tudi varnost, ker gre za varnost celotne države. Jasno, kar se tiče tveganj za naložbo v državne obveznice, si izpostavljamo najmanjšemu možnemu tveganju v bistvu v temu naložbenem razredu, da tako rečem. Najlepša hvala za tole. Hvala.